Pando imate kar dve sosedi mojega sodelavca Žiga. Obe sta v pokoju, avtomobil uporabljate samo za opravke po mestu in krajše vožnje in sploh ni težko ugotoviti, zakaj ste si izbrali ravno tega. Starejša generacija seveda. Zaradi svojih majhnih dimenzij in škatlaste oblike je zelo enostaven za manevriranje, brez problemov se ga parkira v še tako majhna parkirna mesta, zaradi višje oddaljenosti sedeža v tal pa je enostavno vstopanje in izstopanje, kar cenijo predvsem starejši. To pa je zelo pomembna prednost pred njegovo mestno konkurenco. Oblikovno je od prejšnje generacije precej napredoval. Linije v slogu zaobljenega kvadrata se nahajajo po celotnem avtomobilu, kar takšnega malčka naredi nekaj posebnega, kot je Panda vedno bila. Pelje se dobro, seveda tam, kjer je Panda doma, po mestu in na krajših vožnjah. Na dolgih relacijah in na avtocesti pa je preglasna in položaj za volanom ob daljših vožnjah ne ponuja največ udobja. Dizelski motor na testu res ni bil požrešen in se je svojo porabo 5 litrov odlično izkazal, a vseeno bi značaju in namembnosti Pande bolj pristajal bencinski. Pa še dobra 2000 cenejši je, kar je pri poceni avtomobilih zelo veliko. Čeprav vem, da ga obožujejo ženski in starejši vozniki, je tudi meni prav všeč. Pa še takole enostavno se obrne na res majhnem prostoru. Evo, pa je okoli, gremo nazaj.